eno lepo, blagoslovljeno dobro jutro želim vsem. Draga cerkev, za nam je čas, da smo šli skozi različne aktivnosti v našem krščanskem in pa tudi v našem privatnem življenju. Bil je čas priprav, čas operacij pa drugih bolezni, bil pa je tudi čas, da smo Božjo besedo širili. Čas evangelizacije. In Gospodu sem hvaležen za vsako to obdobje, skozi kakole smo mogli iti. Posebno sem hvaležen za vsakoga, šteri je v iskrenosti v dele za Gospoda dodal svoj delež. Znate, Bog to ne da pusto samo to, Bog da to blagoslovo. On vidi tvoj stav srca, tvoj stav tvojega življenja in Bog to se nagrajuje. Včasih, znate, naše delovanje ali naše aktivnosti ali naše odločitve so v nasprotju z našim razmišljanjem, štero pa najsigdar merilo za pravilno odločanje. Naše misli, naše razmišljanje je včasih indr, kak bi pa moglo biti. Podobno, kak je pisal Pavel v njegovem času o nevernih židih, bileko pravle bogin se tudi o ništenih vernih kristjanih našega časa. Podobno. Tak je zapisal v Rimljanom 10. tale 2. veršoš. Saj jim priznam, tistim nevernim židom, saj jim priznam, da so goreči za Božjo stvar, vendar le da to ni po pravem spoznanju. In mnogi krščaniki dnes so navdušeni, ampak brez znanja, brez tistega osebnega prepričanja. Navdušiš človeka leko hitro. Če gledate reklame, kako lepo prikažejo določene stvari. Hitro leko človeka navduši nad kim, ali da pa tisto reklamo si privoščiš, vzameš za sebe, ti pa vidiš, da je to ne to, kot ti je dejansko bilo predstavljeno. In to je tudi z navdušenjem. V nadaljevanje mogoče od vloge našega razuma. Od vloge razuma v krščanskem življenju. Bog je sam hvaležen za navdušenje, za navdušence. Samo znanje brez navdušenja ne zamenja navdušenje brez znanja. Znate, Božji cilj je oboje. Božji cilj je navdušenje, šterim on upravlja naše znanje in pa znanje gorvo žgano z njegovim ognjem, z njegovim navdušenjem. Torej je potrebna ena uravnoteženost v naših življenjih, posebno v krščanskem življenju. Zavolo toga, kak dnešni moderni svet, tako povem, vzgaja generacije, šterim prvo vprašanje o kakšoj koli ideji večinoma ne, ali je resnična, ali je to istina, pač pa ali je za mene to koristno. Večina stvari je dnes usmerjena v to, ali je to za mene koristno, ali ima to za mene osebno korist. Mlade ljudje si prizadevajo biti aktivni, predano podpirajo razumno delovanje, nažalost pa dostakrat ne preverjajo, če je njihovo razmišljanje usmerjeno v dober cilj, v pravi cilj, po šterom je potrebno težiti in ali je njihovo dejanje najboljši način, kaj se te cilj tudi dosegne. Mnoge cilje si galte v življenje postavljamo in moramo znati, moramo se sigdar pravilno odločiti, kako
tej cilj dosegneti, kako ga lahko uresničimo. Eden študent iz Avstralije, iz Melbourna, je bil na enoj konferenci na Švedskom in tom je čul, tom je dobil sporočilo, kad se na njegovoj fakulteti začalo eno študentsko protestno gibanje. Začali so protestirati študente. I znate, to je v njeme gor vožgalo eno navdušenje, joj, če bi tu je tom bil, če bi samo gezoj tom bil, če bi geleko bil tom poleg, ko se koj dogaja, za koj se pravzaprav ide. Imel je navdušenje, ali ne znal, za koj se ide. Ne je znal, ko se dogaja. Ne imel pojma. Ko, za koj, ko je namen toga. Bila je pa druga skrajnost. Štere smo bili deležni tisti, štere smo služili v jugoslovanskoj ljudskoj armade. Koliko nas je v tistih, štere smo služili vojsko. Ešte nas gej, ena ekipa, ešte nas je preci tisti, štere se spomnimo toga. In se spomnite se, včasih smo kaj naopak napravili, tu vi ste tu mislim, ka. Ne tok napravili, kako so nam zapovedali. In te, do si prišel na zagovor, te je navadno bilo tok, pa jaz sem mislil. In ko je te bil odgovor tistoga nadrejenoga? Ja, točno tako. Ti nisi tu, da misliš, nego da slušaš. Ja, to je tej drugi ekstrem. Ti si ne tu, ka misliš, poč pa, ka poslušaš. Ale človek je ustvarjene kot bitje, štero ima razum in se leko odloča tok ali pa tok. Leko se odloča za ali pa proti. Glito, kdo je kakšen referendum. Vsak ima svobodno voljo, kad se odloči za tisto idejo ali pa proti tistoj ideji. In rezultat se zgodi, rezultat se te vidi. In to je poč gnez v tom svete na vsakom področju življenja. Se odločamo tok ali pa tok. Ale obstaja pa ena vrsta, kad tok povem malo moderno, antiintelektualizma, torej nasprotovanja seme naprednome, nasprotovanja znanje, nasprotovanja izobraževanje. Naj se posedi, je pa tu drugi ekstrem, tiste super intelektualizem, nema od toga gučo. In znate, tej vidik antiintelektualizma, to nasprotovanje znanje ali razumnosti preganja tu krščansko cerkev. Do teologije se prevečkrat obnaša z enim nezavipanjem. In pogledajmo nekaj primerov. Katoličane so sikdar povdarjali eden ritual in njegovo izpolnjevanje. Ritual, ceremonija. Zunanjo ceremonijo, dragi moji, ne trebej prezirati, ne jo trebej odstraniti. Poč pa je nevornost, kad to hitro leko preide v eden ritualizem, to pomeni v nekšo predstavo, štero je postala ceremonija sama sebe namen, sama sebe cilj, in to je hitro leko nesmiselni nadomestek za eno inteligentno, razumno bogoslužje. Do z navdušenjem služiš Boge, do si z navdušenjem del toga. Radikalne kristjane z druge strani koncentrirajo svojo energijo na socialnih pa na političnih področjah. In tretji primer, smo leko binkošni kristjane od šterih v mnoge gemlejo iskustvo. Tisto osebno iskustvo kot glavno merilo istine.
In en voditelj neobinkošnega gibanja je pred kratkim pravil tako tisto, ko je dejansko pomembno, ne doktrina, pač pa iskustvo. To pomeni, tako, če bi postavili naše osebno iskustvo pred Božjo istino. Pred zapisano Božjo istino. Je to prav? Ne, in dragi moje, Bog obsoja človekov ponos, ali ne prezira našega uma, šterega je on ustvaril. In on ga je on dal. Te druge primere, rituale, ceremonije pri katoličanah, socialne aktivnosti in pa iskustvo pri binkošnike so leko simptome, tako povem, ene pa iste bolezne, antiintelektualizma. To so leko načine bežanja, da bi se izognili odgovornosti, štero nam je Bog dal, ka noj nucamo naš razum v te prave krščanske namene. In, dragi moji, ne ide se tu za eno sujo, akademsko krščanstvo, ne, pač pa se ide za eno predanost z gor vožganov Božov istinov, razodetov Božov istinov. Zato je tako važno to biblijsko ravnotežje in se izogibanje tem fanatičnim ekstremom. Zakaj uporabljate naše razume? Zakaj bi mogel vsaki kristjan nucati svoj razum? Prvi razlog, da jasen vsakome vernike, štere skrepeni po tom, ka se evangelij širi in ka Jezuša prepozna celi svet. Moč človeških misli. Ne vem, če se toga zavedamo, zadosta moč človeških misli oblikuje naše reakcije. Oblikuje naša dejanja, oblikuje naše aktivnosti. Zgodovina je puna primerov, kako so velike ideje vplivale na tok zgodovine. Mnogi ljudje so imeli ideje in na podlagi toga se je tok zgodovine spremenil. Vsako gibanje je imelo svojo razmišljanje, imelo je svojo filozofijo, štera se je najprlej oblikovala v človeškom ume, v njegovom razume. Najprlej je človek razmišljal od toga in te je to podelil z drugimi in so drugi to sprijali. Leko bi ga učali od ljudi, velike ljudi zgodovine, velike vojskovodje, velike vladare, veliki reformatori, štere so same, da so bili same, so bili slabe. Slabe so bili, kot posamezniki. Ale njova ideja, njovo razmišljanje, vypovedano, je te navdušilo množice in so tako te na tej način pomembno vplivali na razvoj zgodovine. In če gledamo dnešnji svet, ko je v dnešnjem svetu? Kakšno mišljenje je v dnešnjem svetu? Kakšne ideologije se pojavljajo? Kakšna mišljenja, kakšne aktivnosti? Če so to že popolnoma izkrivljene aktivnosti, so sovražne proti Bogu. Večina toga. Vidimo, ko se vse dogaja, ka nemo naštevo. In zato je to važno, dragi moji, ka mi razumemo najprej Božje sporočilo. To, ko Bog pravi, ka mi to razumemo. Ne samo, ka smo nad tem navdušeni, pač pa razumemo, za koj se ide in te na podlagi toga tudi razumemo dogajanje v tom svetu. Tako smo tudi razumeli to,
ko nam Biblija sporoča o naših vsakodnevnih borbah. Imate vi vsakodnevne borbe v svoje življenje? Vsaki med nami ima. In se je potrebno odločiti, apoštol Pavel je tako opisal naše bojevanje v drugem pismu Korinčanom 10, 4-5, tako piše, tako je on zapisal, orožje našega bojevanja ni meseno, ampak ima v Bogu moč. Ima v Bogu moč, da podira trdnjave. In ti dole pravi tako, podiramo razmisleke. Znači, to, ko se človek predstavlja in vsakršno visokost, ki se dviga proti spoznanju Boga in vsako misel mi podvržemo poslušnosti Kristusu. To je naša moč, to je moč vsakoga kristjana, kaj naše misli podvržemo poslušnosti Kristuši. To mi ko pravi skozi njegovo drago sveto reč. Dragi moji, to je torej borba Bože istine proti človeškoj laži. Proti tem idejam, štere se v človekovoj zablodjenoj glavi rodijo. Ali vrđamo v moč istine. V moč te razodete Bože istine. Vrđamo v to? Aleluja. Dnes pa tudi v preteklosti je to pomembno pitanje bilo dostakrat postavljeno. Glede istine, glede Bože istine, ali če duže bole je to vprašanje zapostavljeno. Malo ljudi, zelo malo ljudi gleda na to Božjo istino. Zelo malo ljudi se drži Božje istine, se drži toga, ko Bog pravi, ko je najboljše za človeka. In resnica za mnoge več sploh ne pomembna. Pač pa je pomembna osebna korist. Ne, če je istina, pač pa, da je to mene koristilo. Bog je imel kakšno korist od toga. Dragi moji, zavolo toga moramo kristjane v svojem vsakodnevnom življenju nucati svoj razum, šteroga nam je Bog dal. Bog nam je stvoril razum. In idemo po vrsti od začetka in bomo pogledali osnovo najprej. Kot prvo, človek je ustvarjen, kaj misli, kaj razmišlja. Bog je stvoril človeka po svojej podobi in ena najvišjih podobnosti v človeku z Bogom je njegova sposobnost mišljenja. Tisti človek, který nema sposobnosti misliti, razmisliti, je, nažalost, zaostale. Bog je dal tebe in mene sposobnost, kaj mislimo, kaj razmislimo od toga, ko Božja reč pravi. Istina je, kaj se stvarstvo nižeše od človeka, ima tu možgane. Ništer nemajo bolj zakrnjene možgane, bolj menje razvite, ništerne živali imajo bolj razvite možgane. Ali, če gledamo že na začetek v Božjo besedo, v prvoj Mojžešovoj knjigi, že v drugom pa trećem poglavju, vidimo, kaj Bog komunicira z človekom na najčešji način, ko pa komunicira, kaj tako povem, z živalami. Prvo, kak je, Bog pričakuje, kaj človek z njim sodeluje. Da sodeluje zavestno, kaj se zaveda toga, kaj sodeluje inteligentno, razumno. Človek, kaj z Bogom sodeluje. Drugo, in to sodelovanje z Bogom je bilo najprej izraženo v obdelovanje vrta
in pa varovanje Edenskega vrta, šterega je Bog postavil človeka. In dole, to sodelovanje z Bogom, ta inteligentnost človeka, to razmišljanje človeka se kaže na dole, ka med tistim, ko njim je dovoljeno človeke in ko njim je prepovedano, ka se med tej samostojno odloča. Ne je Bog postavil zid, ka bi človek ne mogel priti do dreva življenja. Ne, pač pa njim je dal svobodno voljo, ka se noj samostojno, noj se zavestno odloči glede toga. In ještě dole, bar pogledajte, Bog poziva človeka, ka noj da živalim imena. In to pomeni, kad človek ima nadvlado nad živalimi. Če ti daš nekakome ime, storiške dodajo ime svoje dece, znači ka imajo najprej odgovornost in možnost in pa sposobnost, kaj jih včijo, kaj jih vzgajajo. Znači imajo nadzor nad njimi. In dole, Bog je stvoril takšno ženo, kaj jo je človek časi prepozno. Časi jo je prepozno in videl njeno primerno za svojega življenjskega sopotnika. In znate, ko se je te zgodilo? In te je to preroslo v eno prvo ljubezensko pesem, štera je bila napisana. Kako štejmo v prvoj Mojžišovi knjigi, drugi tav, pa 23. veršoš? To je končno kost iz mojih kosti. To je del mene. To je končno kost iz mojih kosti. Meso iz mojega mesa. Ta se bo imenovala možinja, kaj ti vzeta je iz moža. Ali ne je to čudovito? Na kakšen način je človek razmišljal? To je del mene. To je to, ko je Bog pripravil za mene. In za voljo toga, kaj je človek načeše od živale, se mora tu noček obnašati. Noček se mora obnašati. In Božja beseda je tu popolnoma jasna. Psalm 32, 9 veršoš, to pravi, ne bodite kakor konj, kakor mezek, brez razuma. Božje sporočilo človeke, ne boj to, kot tisti, štere nema razuma. Človek tu, v tom primere, istočasno grata predmet posmehovanja in pa graje njegovo obnašanje, žal, dostakrat grata bolje živalsko, kot pa človeško. Človek je volk. Živale se ne pobijajo tok med sjav, kot ljudje. To lahko vidimo skozi celo zgodovino in tu gnez se dogajajo iste katastrofe. To človek je človeke sodnik. In ne po tistom, po odgovornosti pokazne, pač pa za voljo toga, kaj je njegov razum sprevržene. In Asaf v 73. psalmi 22. veršu, što brez dlake na jezike priznava, sem bil neumen in nisem spoznal, živina sem bil pri tebe. On priznava, kad človek je dostakrat kot ena žival. Včasih je obnašanje živali bolj človeško, kot pa obnašanje ništernih ljudi. Včasih živali svojim vedenjem resnično zasenčijo človeka. In bar poglednemo, moder Šolomon je to spoznal, zato tok pravi v pregovore 6. do 8. veršu, tok pravi. Tok on gleda, tok on razmišlja od toga, ko vidi kole sebe. Pojdi k mravlji, lenuh,
glej njene poti in postani moder. Razmišljaj, postani moder. Kaj ti mravlja nima poveljnika, ne nadzornika, ne vladarja, vendar si poleti pripravlja hrano, si ob žetvi nabira živež. In če dole gledamo Božjo besedo, tu prerok Izaja pa Jeremija sta to podobno videla in tako zapisala v Izaja 1. ali 3. veršoš. Izaja tako pravi, vol pozna svojega gospodarja in osel jasli svojega lastnika. In dole pravi, ko pa Izrael, ko pa Božje izvoljene narod. Jeremija pravi tok v 8. ali 7. veršoš, celo štorklja pod nebom pozna svoj čas, grlica, lastokov in žerjav se pri prihodu drže svojega časa. In če ste spremljali, če gledate, tu smo na podeželju doma, gdje vidimo to. Ptiče, lostvice in tudi druge ptiče se vsako leto vrnejo nazaj v isto gnezdo. Poznajo pot, koma se morajo vrniti. Ali se človek sigdar vrača svojome stvarnike? Teva oba preroka se spitavata, ko je s človekom narobe, kaj se oddaljuje od svojega stvarnika. Dragi moji, obstaja dosta precej podobnosti med človekom in živaljem. Seveda so živale ustvarjene, kaj se obnašajo po instinkte, po nagone. Človek pa ima možnost ene inteligentne izbire. Človek pa ima to možnost, to sposobnost. In znate, dole ljudje ne delujejo po svojem razumu, po tej razumskih sklepih, ampak delujejo instinktivno, po občutkih se upirajo same sebe. Svojemu stvarniku se upirajo in se upirajo svojoj človeškosti. In štel sem, John Stott pravi, na podlagi toga, da se človek upira tok sam proti sebe, pravi, kaj bi nas moglo biti te srom. Človeka bi te moglo srom gratati, da se obnaša po nagone, ne po razume, šteroga njim je Bog dal. Resen je, dragi moji, kad človekov razum trpi strašne posledice padca v greh. Človekov razum trpi in ta popolna izkrivljenost človeka to pomeni, kaj je vsaki del njegove človeškosti prizadete. Od toga padca v greh vse je prizadeto, celo kompletno človekovo življenje in to vključuje tudi njegov razum. In apoštol Pavel to piše v Efezancom 4. dale 18. veršu še to pravi, zaradi nevednosti, ki je v njih in zaradi trdote njihovega srca jim je razum utemnil in so se odtujili Božjemu življenju. To je to. To je to, ko se dogaja tu noter v človekovom življenju. Zakaj se odtujuje od Boga? Zavolo trdote srca. Zavolo toga otemnjenega razuma, šteroga je vrag zasenčil, ka bi ne izpolnjevali to, ko Božja beseda pravi. In čim bolje ljudje odrivajo kroj od sebe, to Božjo istino, čim bolje to kroj odrivajo od sebe iz svojega življenja, štero poznajo. Ljudje poznamo Božjo istino, znate, tem bolje človek grata vse bolje in bolje prazen v njegovoj notranjosti. Bolje
brezumen v svojom razmišljanju. Mnogi pravijo, kad su modre, modrost je, apoštol Pavel učio toga. Modrost, to modrost imamo, mi imamo znanje. A vseeno je človek neumen, zavolo toga, kad se oddaljuje kraj toga, ko Bog pravi. Razum človeka je dnes večinoma telesni razum, fizični razum, razum spadnjenoga stvorjenja in to je sovražno nastrojeno proti Bogu, proti njegovoj dragoj svetoj reči. Pavel je to lepo zapisal v Rimljancom 8. tale 5. do 8. veršu, što piše. Kajti tisti, ki so po mesu, mislijo na to, kar je meseno. Tisti pa, ki so po duhu, po Božjem duhu, mislijo to, kar je duhovno. In tudi ta velika razlika. In te dole razlaga, to da meseno mišljenje je smrt. Je propad. Duhovno mišljenje pa je življenje in mir. Zakaj je toliko nemira v tem svetu? Nega toga duhovnoga mišljenja. Gej samo to meseno mišljenje. Kajti meseno mišljenje je sovraštvo do Boga, ker se ne podreja Božje postave, ne podreja se to meseno mišljenje, to mi ko Bog pravi v njegovoj besedi in se podrejati tudi ne more. Kako se leko eden meseni človek podreja tome, ko Bog pravi. Tisti, ki živijo po mesu, ne morejo biti Bogu všeč. To je Pavlov zaključek in to je istina. Dejstvo, kaj je človekov razum spodno, pa ne umik iz tej racionalnosti, iz našega razumskega razmišljanja, je ne izgovor za umik v eno čustvenost, samo po občutka življenja. Ne, to je ne izgovor za volo toga, kad tudi ta čustvena človekova narava, ta čustvena človekova stran je spadnila. Kako hitro se leko človek navduši nad nekim, nad kakšno idejo ali kakšno stvarjo, štero zna. Kada je samo eno malo trenutno zadovoljstvo za njega. Kako hitro leko spadne v kakšne takšne stvari, ne gleda pa dolgoročnih posledic. Greh ima strašno delovanje v naši življenju. Tu na področju naših čustev, na področjih naših občutkov. Zavolo toga, ka paralizira sposobnost našega razmišljanja na takšen način, kako Bog to pričakuje od človeka. Kako je Bog to zamislil za človeka. Ali znate, poleg te spadnjene človeške narave, poleg spadnjenega človeškega razuma, tej Božji ukaz, ka noj misli, ka noj človek nuca svoj razum, je še itak namenjene človeke, kot vrhunci Božjega stvarstva. Bog poziva v Izaji 1:8 svoj narod, pravi to, pridite, pravdajmo se, govori Gospod. S kim se leko pravdaš? S kim leko razpravljaš? Z enim brezumnim človekom? Ali pa s tistim človekom, štere razmišlja, štere ima razum, štere gleda naprej, ne samo trenutno situacijo. S tistim se leko pravdaš, štere rozme, za koj se ide, štere nuca svoj razum. S tistim reko razpravljaš, s tistim se leko pogovarjaš, štere da vsako tvojo
idejo ali pa istino pravo, to mi ne treba, kako daleč lahko prideš z tistim v svojem razgovoru, v svojem pogovoru. Ne da se, nažalost. In znate, tu Jezus je obtožil neverno množico in pa še posebej farizeje pa saduceje, kaj so one sposobne so gledati v nebo in pa predvideti na podlagi toga, ko vidijo, kakšno da je vreme. To so sposobne. To znajo. Ja, lepo bo, ali pa dež bo. To ni je pravo. Kaj so vse to sposobne, ne so pa sposobne videti to, ko Bog pravi. Zakaj tu same pri sebi ne presodite, ko je prav, njih je pito. Z drugimi besedami, zakaj ne nucate svojega mozga, svojega razuma, zakaj ne nucate zdravo kmečko pamet. In dnes je to isto. Zakaj ne nucate zdravo kmečko pamet tudi na duhovnem in na moralnem področju, če to nucate na področju fizičnega življenja. Če to nucate, te to gledate, kakšno je nebo in predvidite, kakšno je vreme. Zakaj na podlagi toga, ko Božja sveta reč pravi, ne gledate, ko da se dogajalo v bodočnosti, ko da se dogajalo z vašim osebnim življenjem. In če zaključim, gnejšnja družba sprejema to biblijsko včenje od človekovega stvarjenja, kaj je ustvarjene, kot bitje, štero razmišlja. Štero ima sposobnost, kaj razmišlja. Jo, gnejšnja družba to priznava in to je Božje sporočilo. To je Božja ideja, kaj je Bog človeka stvoril takšnega, kaj naj razmišlja. In to te svet priznava. Ale v praksi se kaže čista druga slika. To, kot če bi se človek sploh ne zavedal svojih postopkov. In to vidimo vsakodnevno življenje. S tem se vsakodnevno soočamo. To, kot če bi se človek sploh ne zavedal, ko dela, ko izgovarja, ko počenja, kakšne navole počenja. To, kot če bi ne razmišljal, kakšne do posledice njegovih dejanj. Glej to, kot če bi se pižanec sjel za volan. On sploh ne razmišlja, kakšne do posledice njegovih dejanj. Žal, preveč je tragičnih posledic zavolo toga, kad se je človek oddaljil od toga, ko nam Bog sporoča. Ko Bog sporoča, v kom se mi nahajamo. In dragi poslušalec, zavedaj se svoje enkratnosti. Zavedaj se toga, kaj si ustvarjene po Božoj podobi. Kaj si ustvarjene po Božjem načrte, po Božjem sklepe. Točno ti. Točno tvoje življenje je gnez namenjeno tome, kaj proslaviš Boga v svojem življenju. Zavedaj se, kaj ti Bog želi najboljše. Najboljše. Nikaj slabega ti Bog ne želi. Razmišljaj od toga. Razmišljaj od toga. Razmetov in se ti odloči na podlagi toga, ko ti Božja reč sporoča. Odloči se, ko boš poslušen in ko boš Bogu njegova navodila. Adam in Eva sta to ne včinila. Adam in Eva sta to mi ne bila poslušneva in zavolo toga sta bila
odstranjeneva, odrinjeneva iz Bože prisutnosti. Ali, dragi moji, Jezus pa vabi vsakoga, ka znova pride k njemu. Ka znova pride v Božjo prisutnost. Dragi moji, razmišljajmo od toga. Razmislimo od toga, od toj Bože ponudbe in se odločimo vsak dan znova, ne za voljo toga, ka vas ge prepričuje. Kaj je to? Pač pa zato, kaj je to najboljše za vsakoga človeka. Amen. Amen. Nebeški Oče, hvala je Tebe. Hvala je Tebe za Tvojo milost, ko nam davaš vsak dan znova in znova. Hvala je Tebe, ko nam skozi Tvojo besedo razodevaš to, ko je Tvoja vola. In hvala je Tebe, ko si nam dal sposobnost razumevanja toga, razmišljanja od toga. Gospod dragi, dal si nam to sposobnost in pomore nam. Pomore vsakome med nami, vsakome, štere posluša Tvojo besedo, ka nam neprijatelj ne zamegli našega uma, ne zamegli našega razumevanja, ne zamegli našega razmišljanja, pač pa naj Tvoj duh z eno popolno jasnostjo guči v vsa naša življenja. Blagoslovi moje sestre, moje brate, blagoslovi vsakoga, štere posluša Tvojo drago svetu reč. Najbolje za istino, Ti center vsega toga, zato ker to je najboljše za človeka, zato ker Ti si ustvaril človeka, naj razmišlja, naj razmisli od toga, ko je Tvoja ponudba in ko ponuja neprijatelj. Gospod sveti, pomore nam, ka bomo imeli to pravo razsodnost. Duh sveti, dotekne se vsakoga življenja in pomore nam, ka pravilno nucamo svoj razum na Tvojo slavo. Hvala Ti, Gospod dragi, kad Ti čuješ naše molitve in Te prosim tudi za tiste, štere trpijo, štere so v betege, štere so v nevole, štere so v probleme, štere so v okrevanje. Gospod dragi, tudi njih prinašamo pred Tvoje sveto obličje in Te hvalimo, kad Ti želeš najboljše in dotekni se vsakoga srca in daj nam Tvoj mir. Amen. Amen.